Even if we could cut all greenhouse gas emissions today, the effects of climate change are already here. So we need to do much more to adapt to the consequences of climate change we cannot avoid. The new EU adaptation strategy will help us get there. By preparing for climate change, we can become more resistant to extreme weather. We need to improve our infrastructure, invest more in solutions from science and nature, help other countries to adapt and learn from them too. We want to do more to protect people, livelihoods and nature in Europe and around the world, reducing risks for our planet and for future generations. Dober dan, lep pozdrav vsem. Kar 90% evropskih državljanov meni, da so podnebne spremembe zelo pomembno vprašanje naše prihodnosti. 70% pa je prepričanih, da je potrebno že danes nekaj storiti, se prilagoditi, preprečiti. Pravzaprav smo že vsi bili v nekih situacijah, kjer so se zgodili požari, poplave, lubadar, ki je tudi zelo prisoten v slovenskih gozdovih. Vse to in še več so podnebne spremembe, na katere se moramo res čim prej prilagoditi. Mislim, da nam je bila pandemija kar dobra šola, da lahko če se ne prilagodimo, pravi čas, da imamo lahko kar velike probleme. Prejšnji mesec je v Bruslju nastala in bila objavljena strategija za prilagajanje na podnebne spremembe in to nam je zdaj tudi neke vrste čisto začetna iztočnica, da se povežemo z Brusljem in pokličemo Eleno Višnar-Malinovski, ki je na Evropski komisiji zadolžena za podnebne spremembe, klimo. Elena, najlepši pozdrav v Bruselj, menda je tam danes sonce, morda je to tudi del podnebnih sprememb, kajti v Bruslju smo ponavadi navajeni na dež. Lep pozdrav. Strategija, da se prilagodimo podnebnim spremembam, je sicer evropski dokument, vendar nas nekako spodbuja, da začnemo čisto konkretno in zelo hitro z nekimi fizičnimi prilagoditvami na podnebne spremembe v našem vsakdanjem življenju, v naših državah in na našem planetu. Vas prosim malo za iztočnice, kaj je tisto, kar je v strategiji za poudariti in za razmisliti in začeti z določenimi akcijami. Hvala lepa, Barbara, pozdravljeni in lep pozdrav v Ljubljano, v Slovenijo. Ko me vprašajo za prilagoditve in za prilagajanje klimatskim spremembam, predvsem otroci oziroma moji skavti, študenti, da bi jim razložila, kaj to pomeni, vedno jim rečem, pač moramo se navaditi laufati v vročinskih valovih ali pa plavati v mrzlih voda. In to, če si predstavite tole emocijo oziroma občutek, to je točno to, kar velja za prilagajanje. Zelo naravno, mogoče, ampak vidimo, da pritisk se povišuje. In včasih je veljalo prilagajanje za en način defetizma, da smo že obupali z zmanjšanjem izpustov in da že vidimo vplivi tukaj in okrog in to je res, kar je Barbara razlagala v Sloveniji, zagotovo mnogi se spomnijo na žled, ki je uničil veliko gozdov, zelo nenaraven fenomen, suše oziroma erozijo na obali, tako da vidimo že na lastne oči, kaj se dogaja. Ampak seveda možnosti za spremembe obstajajo in če lahko sam poudarim par stvari, ki smo jih vključili v našo strategijo.
predvsem gledamo na socialne vidike prilagajanja. Predvsem zato, ker vplivi klime so diskriminatorne, niso neutralne. Vsak bo to prenašal na en drug način. Pa vidimo, da delavci, naprimer, oziroma kmeti, oziroma ljudje, ki so v raznih panogah, bodo izpostavljeni na zelo neenak način. In tam je treba v bistvu nasloviti to problematiko, poskušati spremeniti ali pa biznis model, naprimer v kmetijstvu vidimo, da suše, ko pritiskajo, bo treba spremeniti uporabo semen oziroma premakniti kmete mogoče v notranjost, iti v vertikalno kmetijstvo ali pa v enih delih Evropi čist v bistvu zapustiti v bistvu kmetijstvo. Vidimo tudi zelo pomembno, ne? Zelo pomembna panoga v teh prilagajanjih. Ja, to je tisti najbolj, ki govori k imaginaciji ljudi, ker so izpostavljeni, ker uporabljajo voda izginja. Druga točka je zdravje oziroma mesta, kjer vidimo čim več, kako smo v bistvu podedovali stare mesta, kjer zelo težko v vročinskih valih nekaj spremenimo, tako da je treba zazelenjevati površine. In seveda obstajajo sredstva, obstajajo načine, kako to narediti. Tretja močna točka so podatke. Ker, naprimer, za ta hip obstajajo podatke o prihodnosti na ravni regije, naprimer Gorenjska oziroma Slovenija. Ampak si predstavite, da lahko pridete do podatkov, kako bo vreme, kaj bo pomenila klima za vašo okolico, kaj bo to pomenilo za materialno izgubo, če se bo morje dvignilo oziroma če se bo suša ponavljala ali pa če boste v prihodnje čase bolj izpostavljeni dežem, zelo intenzivnim dežem. Tako da tukaj Evropa lahko potegne tehnološko in podatke in znanstvenost, da pripravi modele in da predstavi, kako bo izgledala prihodnost. Predstavite si, da imate tveganje, ki ga fizično ne morete odstraniti, ne morete svojo hišo predelati, ne morete pač svojo hišo premakniti iz obale. Takrat seveda mora pomagati tudi finančni sektor, zavarovalnice, ki bodo morali več pa več prenesti tole tveganje v raznoraznih produktih. In tukaj vidimo, da pač obstaja velika razlika v državah, kjer naprimer v Veliki Britaniji včasih je bilo zavarovanje proti klimatskim škodam oziroma vremenskim ekstremim do 70% populacije, medtem ko moj del Evrope, Čehoslovaška, je okrog tam enih 5%, kar je zelo nizek v bistvu odstotek. Vidimo, da če ne začnemo govoriti z ekonomisti in s tistimi, ki pripravljajo proračun, ne moramo dobiti več sredstev za adaptacijo. Tako da v novi strategiji bodo morali tudi ministrstva za proračun nekako stres testati celo ekonomijo, kaj to pomeni zame, za mojo državo, če se bo zgodila ena naravna nesreča vsakih 5 let, ki bom lahko plačal do 5–10% PIB. So naravne rešitve. To so res rešitve brez obžalovanja, ker imamo možnost v bistvu za obnovo sočišč, mokrišč, ki lahko postanejo v prihodnosti, bi lahko postali v bistvu proizvajalci oksida ogljika, medtem jih je treba uporabiti za to, da bi shranjevali. Gozdove, omenila ste lubadarja. Na Češkem je lubadar po nekaj letih suš
v bistvu skoraj izničil gozdarstvo, tako kot sem ga jaz poznala oziroma moji stari starši. In Češka v bistvu je zdaj na križišču, kako prenoviti tovrstne gozdove, da ne pelje v isto zgubo. Tako da monokulture absolutno ne. Se je treba lotiti tega na čist drugačen način. Vse, kar zadeva mreže, naprimer v bistvu energetsko omrežje oziroma promet, če je vaš promet odvisen od rečnega prometa, kar verjetno ni res za Slovenijo, ampak je res za druge države, in če nimate vode, naprimer v Rinu, tudi to pelje do velikih težav. Tako da, kako pripraviti te sisteme na tovrstne spremembe. Tako da ta strategija v primerjavi s prejšnjo, ki je bila izdana pred 8-9 leti, se je res lotila cele ekonomije, cele družbe in tudi v bistvu gremo od ravni Bruslja, tako kot večinoma se pravi, države članice, regije, mesta in posameznik. Ker posameznik tudi mora sprejeti eno odgovornost, da postane odporen na podnebne spremembe. Ni samo to zadeva družbe oziroma države, ki bi morala vedno posegati v primeru škod. Se pravi, posameznik pa lokalna skupnost sta tukaj tudi zelo pomembna na tej poti do Bruslja, ne? Hvala lepa, Elena, za ta uvod in izziv. Zdaj pa gremo na lokalni nivo, da rečem, oziroma v Slovenijo, da pravzaprav vidimo, kakšne rešitve v Sloveniji že nastajajo oziroma kakšne so ideje, kaj lahko naredimo. In najprej vam bi predstavila sogovornike. Gaja Brecelj, tudi podnebna ambasadorka iz nevladne organizacije Umanotera. Gaja, lep pozdrav in dobrodošli v današnji debati. Klemen Langus, lep pozdrav na Gorenjsko. Kar nekaj zelo konkretnih rešitev, ne, je že nastalo tam v povezavi z podnebnimi spremembami in prilagajanjem. Mojca Dolinar iz Arsa nam bo lahko zelo veliko pomagala in razložila v tej debati, kajti na Arsu so že pripravili projekcije, kje je na primer Slovenija najbolj ranljiva, o tem malo kasneje. In pa še lep pozdrav v Vipavsko dolino, Patricija Štor. Tudi na agenciji, imate regionalni agenciji, imate kar lep projekt, s katerim se lahko pohvalite in ste že naredili en korak k prilagajanju. Tole čisto za začetek, da vemo, s kom se bomo danes pogovarjali. Lepo vas prosim, spoštovani gostje, debata je živa, se pravi, če imate kakšno idejo, ki jo slišite pri kolegu, pa bi jo radi nadgradili, prosim, ves čas imamo odprte kanale in čim več dialoga in najlepša hvala, da ste se nam pridružili v tem spletnem pogovoru. Za začetek pa smo pripravili anketo. Tako, zdaj imamo vaše mnenje o tem, kje smo v Sloveniji najbolj ranljivi, ko govorimo o podnebnih spremembah. Se pravi, suše nas najbolj skrbijo. Se pravi, gospa Dolinar, lepo vas prosim za vaš uvod. Kaj ste na Arsu v teh vaših projekcijah ugotovili, kje je Slovenija najbolj ranljiva? Ja, lep pozdrav vsem, hvala za besedo. Zdaj, enotnega odgovora na to vprašanje ni. To lahko tudi vidimo iz tele ankete, ko imamo kar precej različnih odgovorov, so vsi različni, ni enega samega in pravzaprav res ni pravilnega odgovora tukaj, ali pa so vsi pravilni. Namreč
vsi od navedenih sprememb tukaj v tej anketi se bodo v Sloveniji zgodile. Pa če lahko rečem, da pravzaprav ni treba govoriti samo o prihodnosti, ne. V zadnjih 20 letih se je pri nas podnebje že zelo, zelo spremenilo, ne. Zelo hitro, hitreje kot v okolici. In ravno v teh navedenih v anketi te spremembe so pravzaprav tiste, ki so najbolj drastične, ki se najbolj jih čutimo že na svoji koži. Zdaj, pokazalo se je v anketi, ne, suše so bile največkrat izglasovane. Res, v zadnjih 20 letih pravzaprav se kaže, kaj nas čaka v prihodnosti, ne. Poletne suše so bile kar pogoste, prej jih pa pravzaprav niti nismo poznali, ne. V prihodnosti se bodo pa še bolj gostile. In ne samo, da jih bo več, bodo tudi bolj, večja intenziteta bo, pa dlje časa bodo trajale, ne. Zdaj, en tak paradoks, ne, po drugi strani, če imamo en hidrološki fenomen, se pravi sušo, pa govorimo hkrati, ne, v isti sapi tudi o poplavah, ne, in to je naša realnost. Se pravi, čeprav imamo suše, se bomo morali soočiti tudi s poplavami, in to z dvema vrstama poplav. Videli smo, da je bilo v anketi tudi izpostavljeno več zimskih padavin. To nas čaka v prihodnosti, zdaj mogoče v tem času tega še ne čutimo, v prihodnosti bo pa to, lahko rečemo, kar velik problem, ker se bo hkrati s tem, da bomo imeli več padavin, bomo imeli pa manj snega, manj v obliki snega. Sneg je pa krasen naravni zadrževalnik vode, ne. Sploh za naše podnebje je to zelo pomembno, naša narava je navajena nanj, da zadrži vodo takrat, ko jo rastline ne potrebujejo in je prenese v rastno dobo. No, in zdaj v prihodnosti bo pa vsa voda odtekla, več jo bo, pa še takoj bo odtekla in zelo se bo povečala ta nevarnost ali pa tveganje za zimske poplave, ne. Hkrati, ne, pa še bolj paradoksalno, poleti se bomo morali soočiti ne samo s sušami, ampak tudi s hudourniškimi poplavami. Namreč to se bo dogajalo, da bomo imeli sušna obdobja, potem pa naenkrat prekinjena z zelo močnim deževjem, ne. To pa pomeni hudourniške poplave. No, naj pa omenim vsaj eno dobro novico, ne. Te povečanje zimskih poplav je dobra novica za Slovenijo, ker to pomeni, da se bo pa tudi bilanca vode še povečala, ne. To se bo poznalo tudi na letnih padavinah, kar pomeni, da se bo povečalo tudi napajanje naših podzemnih voda. To je pa glavni vir pitne vode za Slovenijo, ne. Se pravi, to pa je dobra novica, k sreči, vsaj ena, ne. Morda se ne zavedamo, ne, tega, da smo lahko zelo srečni, ker imamo toliko vode. Voda je en velik problem, ko govorimo o podnebnih spremembah po svetu, ne, globalno. Mi pa imamo tukaj nekaj prednosti, ne. Ja, Slovenija je znana kot vodnata država, ne, in to vse kaže, da bo tudi ostala. Tukaj smo res lahko zelo, zelo srečni, ne. No, naj pa izpostavim še zadnji velik vpliv, ne, zelo močan vpliv so pa seveda vročinski valovi. Ti ne smemo samo enačiti z poletjem, se pravi takrat, ko jih seveda najbolj čutimo in bodo imele največji vpliv, ampak v vseh letnih časih, ne, previsoke temperature v vseh letnih časih, kar mogoče za nas ljudi ne pomeni tako velik vpliv, seveda pa to pomeni velik vpliv na naravo, ne. No, že preden v prejšnjih dneh, ko smo napovedali tole okroglo spletno mizo, smo dobili nekaj vprašanj, kjer je bilo tudi eno izmed teh vprašanj, kaj storiti v teh vročinskih valovih, ki pridejo poleti, kako ravnati, a samo je rešitev, da smo samo v klimi znotraj naših prostorov. Mislim, da imajo že v Bolgariji in v Italiji imajo že
neke zelo konkretne primere in projekte nekih mestnih gozdov, ki to nekako ublažijo. Elena, morda čisto na kratko, so te projekti, ki že živijo, ne? V povezavi z temi mestnimi gozdovi, nekako tako rečeno. Zagotovo so. Vse zadeva, v bistvu, kar hočemo vzpostavljati, je spužvasta funkcija mest. Kot veste, zelo težko je naše mesta pregraditi, že so postavljena, naprimer na Kitajski gradijo gozdno mesto iz ničesar, pač to si lahko dovolijo, ampak ja, obstajajo zdaj načrte, pa ne samo v Bolgariji, Italiji, ampak tudi tukaj v Belgiji, v Franciji pa drugod. In to zelo podpiramo. No, to je že en konkreten primer, ki se mu da slediti tudi v različnih mestih v Evropi. Gospa Patricija Štor, govorili smo o vodi. Projekt, ki ga peljete v Vipavski dolini, je tesno povezan z vodo, z podnebnimi spremembami in tudi z rešitvami za kar nekaj kmetovalcev na tem področju, ne? Kakšen je ta vaš konkreten primer? Ja, v okviru projekta Life Viva CC Adapt smo dejansko, kar se tiče namakanja oziroma prihrankov vode, razvili sistem, ki smo ga poimenovali sistem za podporo odločanju o namakanju. V angleščini je to DSSI, Decision Support System for Irrigation. In v okviru projekta smo k sodelovanju povabili kmetovalce iz Vipavske doline. To je projekt, ki smo ga nekako aplicirali tukaj v Vipavsko dolino na Severno Primorsko. 35 kmetovalcev se je odločilo za sodelovanje in tem 35 kmetovalcem smo v zemljišče, ki so ga nekako določili, kjer imajo posajene rastline, se pravi drevesa, sadna, nekako vgradili sonde, TDR sonde, ki merijo vlago. In potem preko oddajnika na skupni strežnik oddajo podatke o vodozadrževalnih lastnostih tal v tistem trenutku in potem na podlagi teh podatkov in na podlagi evapotranspiracije in na podlagi vremenske napovedi pošljejo uporabniku, se pravi kmetovalcu, podatke o količini namakanja za njegovo rastlino, za tisto parcelo in konkretno za fenofazo, v kateri posamezna rastlina je. Tako da je to en zelo natančen sistem, ki smo ga vpeljali v letu 2019 in so ga kmetovalci v veliki meri pohvalili in dobro sprejeli, tako da zdaj bo dejansko že tretja namakalna sezona, v kateri uporabljajo ta sistem in odzivi so zelo dobri. No, to je praktično tudi del strategije, ne, ki je bila zdaj februarja predstavljena v Bruslju, se pravi znanost, podatki, digitalizacija, vse to je tudi en del vseh teh elementov, ki nam pomagajo pri preprečevanju podnebnih sprememb. Je tako, Elena? Ja, tako je. Samo za Patricijo pri nas, naprimer, zdaj ta program zelo podoben obstaja tudi za ljudi, pač ne kmetovalce, ne kmetje, ampak tisti, ki hoče v svojih vrtovih v bistvu narediti monitoring namakanja in tako naprej, lahko sodelujejo v eni shemi in to tudi zelo podpiramo, da pač se državljani nekako vključujejo v monitoring okolja. Ne samo tisti predstavniki sektorjem, ampak mi vsi lahko sodelujemo pa opažamo, kaj se dogaja na naših vrtovih oziroma okrog. Tako da super, ja. Gremo naprej. Gaja Brecelj, pozdravljena, ambasadorka podnebnih sprememb. Mislim pa, da tudi nekako
kritična do dogajanja tudi v Sloveniji in globalno, ko govorimo o tem, da se praktično prilagajamo prepočasi, da je fizičnih rešitev še vedno ni dovolj, mislim, ni jih sploh dovolj in jih potrebujemo dosti več. In potrebno je res nekako dati v prvo predstavo in iti naprej. Lepo pozdravljeni, vsekakor. Se mi zdi, da je treba vse skupaj postaviti v kontekst celotne podnebne politike, ne? Ker moramo se zavedati, da ta meja, ki so jo postavili znanstveniki, se pravi omejitev globalnega segrevanja na 1,5 stopinje nad predindustrijsko dobo, da to ni nikakršen romantičen scenarij, a ne? To je samo meja, za katero je ocenjeno, da te posledice lahko kot družba še nekako obvladamo. Dejansko pa 1,5 pomeni še slabše, kot imamo danes, ker danes smo že vsak dan v suš, poplav, toč, vročinskih valov in tudi milijonov ljudi razseljenih zaradi posledice podnebnih sprememb in smo približno na 1 stopinji, a ne, segrevanja. Tako da svet danes ni na poti k doseganju še teh ciljev Pariškega sporazuma in trenutna politična prizadevanja nas vodijo v svet, ki bo konec stoletja toplejši za 3-4 stopinje. In moje vprašanje je seveda, kako se bomo prilagodili na to, če se seveda še na 1,5 stopinje, kolikor je svet toplejši danes, zelo s težavo prilagajamo ali pa se sploh ne. In zdaj, kar se tiče političnega delovanja, Slovenija na področju blaženja podnebnih sprememb ni naredila dovolj, cilj, ki ga podpira, pač ni dovoljšen, govorim iz vidika znanosti seveda, kar pa se tiče prilagajanja, pa v Sloveniji nimamo predpisov oziroma pač nekih ukrepov za standardov za ukrepe te vrste. Imamo strateški okvir prilagajanja iz leta 2016, a ne. In to, da je v bistvu to prepuščeno samim državam članicam in da to ni dovolj, je prepoznala očitno tudi Evropska unija. S sprejetjem te strategije, o kateri danes govorimo, bo, upamo, tudi pripeljalo do nekih zavezujočih ciljev, ne, ker sicer se res ne zgodi nič oziroma ne dovolj. Zdaj, zakaj jaz ves čas govorim o blaženju in prilagajanju? Učinki prilagajanja so vidni takoj, blaženje je seveda bolj dolgoročno, ampak je pa nujno, namreč brez korenitega blaženja tudi v nekem trenutku prilagajanje ne bo več mogoče, a ne. Zato je smiselno, glede na to, da je treba prestaviti prvo prestavo, kot ste rekli, a ne, najbolj smiselno uvajati tiste ukrepe, s katerimi odkljukamo naenkrat zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov, potem ukrepi, ki izboljšujejo stanje ekosistemov in pa ukrepi prilagajanja, ne, tako da gre za neke win-win ukrepe. Jasno je to smiselno tudi z vidika stroškov. V Sloveniji so te škode res ogromne, neurja v 10 letih, govorimo o škodah 270 milijonov evrov škode, suše v 10 letih 1,5 milijarde. Tako da en primer, ne, sploh kmetijstvo, o katerem smo že govorili, kmetijstvo je eden izmed tistih sektorjev, ki prispeva, torej ima izpuste toplogrednih plinov, ki se praktično čez leta emisije nič ne znižujejo. Obenem je pa sektor, ki je pa najbolj na udaru, ne, kar pomeni, da se mora prvo prilagajati na vse pogostejše toče, suše, vročinske strese, pa škodljivce tudi. In en tak sinergijski ukrep win-win, ne, o katerem govorim, je na primer ekološka pridelava, ki s prilagojenimi vrstami ena od nosilnih strategij prilagajanja, po drugi strani je pa to tudi ukrep blaženja podnebnih sprememb. Tako da zaenkrat, če sklenem, smo nekje na, kako rečejo v angleško, too little too late, ne, premalo in prepozno, res je treba pritisniti na gas. In tudi podnebni strokovnjaki IPCC ne, pravijo, da imamo na voljo tehnologije, imamo finančna sredstva, da je potrebna le politična volja. Zdaj še en mini dodatek, se mi zdi, da ko govorimo o prilagajanju, mnogokrat na to pozabimo, tudi danes, ker še nismo, je bil spregledan, no, običajno. Namreč spremembe v naravnem okolju, kot na primer dvig morske gladine ali pa nemogoče razmere za preskrbo z vodo in hrano, ne, to bo v bistvu glavni razlog za migracije po vsem svetu, tudi v Sloveniji. In že danes je milijone okoljsko razseljenih ljudi. In vprašanje za nas je, ne, se pravi za Evropsko unijo, za Slovenijo je, kako bomo kot skupnost poskrbeli za tiste, ki morajo oditi iz svojih mest, domov, držav. Ne. Podnebne migracije zadevajo vse nas, kar pomeni, da se ne moramo mi politično izvzeti in jih je treba postaviti precej više kot enega izmed ukrepov prilagajanja na podnebne spremembe.
No, prav te podnebne migracije, ne, napovedi so kar zelo zaskrbljujoče. Ne. Tam po nekih podatkih 2050 70 milijonov ljudi, ki bodo prišli v Evropo. Še več. Še več verjetno, že zdaj vemo, da je to senzibilno vprašanje. Morda samo še dodatek, ko ste omenili, da je kmetijstvo velik problem, je pa tudi rešitev, ne? Regenerativno kmetovanje in pa v bistvu površine, ki so zdaj v bistvu pod vplivom najrazličnejših vplivih, ker niso poraščene, so tudi v bistvu eden izmed velikih akumulatorjev lahko CO2-ja v prihodnje z nekim sistematskim delom. To se mi zdi v bistvu tudi en tak vidik tega. Klemen Langus, en lep pozdrav še enkrat na Gorenjsko. Lep pozdrav. Če govorimo o kmetijstvu, ste vi velik zagovornik, ne? Pridelave lokalne hrane na vašem koncu, kot vem. No, pač jaz nisem strokovnjak za podnebne spremembe, ampak vem pa in verjamem, da turizem lahko močno vpliva, ne? Predvsem pa moramo mi, ki se ukvarjamo s turizmom, enostavno začeti spreminjati navade ljudi, potrošnikov, v tem primeru turistov, ne? In ja, kmetijstvo da. Ne gre samo za to, da dejansko kmetijstvo pripomore k ustvarjanju kulturne krajine, ki je na koncu koncev turistični produkt, gre tudi za to, da se spodbujanjem kmetijstva oziroma vzpostavljamo kratke dobaviteljske verige sigurno v kraju, poskrbimo, da je dejansko krajina urejena in na ta način seveda potem tudi upajoč spreminjamo navade potrošnikov oziroma gostov, ki v to naše okolje prihajajo. Zanimivo je, ko govorimo o kmetijstvu, tudi se sami s tem veliko ukvarjam tukaj, ne, na eni strani kmetijstvo ves čas nekako dajemo na pranger, ne, pač kot tisti, ki pač pripomore k podnebnim spremembam, a ne, po drugi strani se tega pa spodbujamo, ker smo od njega odvisni, a ne, in jaz tukaj v območju Julijskih Alp sigurno smo začeli s spodbujanjem kmetijstva preko posebnega projekta, ki se mu reče razvoj kolektivnih blagovnih znamk. Na ta način pa upam, da bomo seveda razvijali takšno kmetijstvo, ki bo primerno tudi za okolje. In to je, kar ste že prej sama omenila, pač ta ekološka pridelava skupaj s Triglavskim narodnim parkom. Morda, da čisto malo prekinemo, gospod Langus, potem pa bova šla še naprej na te vaše projekte prilagajanja podnebnim spremembam, ki jih imate na področju turizma že kar nekaj let. Imamo vprašanje gospoda Živkoviča. Zanima me mnenje udeležence glede zakonske umestitve modro-zelena infrastruktura v načrtovanju in gradnjo infrastrukture. Kdo bi se javil, da bi nam lahko vsaj malo povedal o tem? So zelo konkretna vprašanja, ne? Zelo življenjska. Morda Elena? Ja, kar lahko povem iz evropske ravni, je, da vse, kar zadeva umestitev v prostor, je res državna kompetenca. V to zelo težko posegajo, v bistvu posega komisija, to je odvisno od držav, ampak zelo spodbujamo, da ko se planirajo, načrtujejo mesta oziroma prenavljajo mesta, da se pač misli na tole modro-zeleno infrastrukturo. Vidimo zelo lepe projekte, naprimer, če pogledate Kopenhagen, kjer so leta 2011, se mi zdi, so imeli grozno poplavo po dežjih in kjer so se jim spremenili stopnice na hudournike in tako naprej. In kar so zdaj preurejajo to desetletje, je, da v bistvu naredili so take naravne bazenčke, ki včasih, ko pada dež, zadržujejo vodo
In včasih, ko v bistvu voda odteče, se spremenijo za igrišča, za košarko, oziroma tako da vidite zelo tole funkcionalnost. Okrog seveda so zazelenili, ker pač zelene prostore so zelo pomembne za zadrževanje vode. Podobne projekte vidimo drugod, tako da zelo pozitiven pristop do teh projektov, naše sredstva oziroma evropske sredstva in vaše sredstva, se pravi nacionalna sredstva tega podpirajo, ampak kar zadeva zakonsko v bistvu cesto, tam pa čez Evropo cesta ne gre. Ja, no, se morda bomo na ta vprašanja lahko tudi še po tem spletnem pogovoru na kakšen način odgovorili. Klemen, nekako smo vas prekinili. Že kar nekaj let v okviru gorenjskih občin in tudi Triglavskega narodnega parka so neke rešitve v povezavi z mobilnostjo, ki so zelo vplivajo lahko tudi na ta prilagajanja podnebnim spremembam. Iz katerega konca ste našli to rešitev? Mobilnosti, avtobusov, vlakov in tako naprej. Ja, pač mobilnost je neka tema, ki je zelo aktualna že vrsto leta. Zdaj, v mestih te mobilnosti je kar nekaj narejenih in se pač spodbuja v okolju, kot je pa podeželsko okolje tukaj Narodnega parka in torej Triglavskih Alp, je pač malo težje bilo začeti z mobilnostjo, ker pač vsak od nas potrebuje svoj avto, ker enostavno javnega prometa ni toliko vzpostavljenega. In tukaj seveda je turizem tisti, ki lahko pomaga k vzpostavitvi in k večji uporabi javnega prometa v samem okolju. Dve stvari. Prvič zato, ker enostavno na nek način živimo v neverjetno ohranjenem okolju, v Sloveniji, v tem primeru, v našem primeru, edinega narodnega parka v Sloveniji, in seveda smo dolžni poskrbeti, da to, kar pač obljubljamo, ne samo nam, ki tukaj živimo, pa tudi gostom, da to potem tudi seveda prinesemo, se pravi, da to obljubo izpolnimo. In tipični primer, recimo tukaj v Bohinju, tako da sam prihajam, vse veste, Bohinjsko jezero je pač neka zanimivost in se je v zadnjih letih ali pa do nekaj let nazaj dušil tudi v morju pločevine. In enostavno se je začela tukaj eno veliko gibanje, ki ga zdaj pač razširjamo na celo območje Triglavskih Alp, se pravi odmik motornega prometa od ključnih znamenitosti. Ne samo zato, da bo doživeti tako veliko, ampak tudi zato, ker spreminjamo navade, kot sem prej rekel, potrošnikov in s tem upajoč tudi kot turistični delavci vplivamo na podnebne spremembe oziroma dejansko v tem primeru seveda na manjši vpliv CO2. In v tem primeru gre pa seveda za eno veliko nalogo vseh nas in to je seveda sprememba naših navad, ker je navada pač železna srajca. Kako se bom jaz, Slovenec, recimo odpravil iz Ljubljane v območje Narodnega parka z javnim prevozom? To je eno veliko vprašanje, sploh če imam družino, seveda se potem najlažje usedem v avto. Avto je pač konjiček Slovencev, vemo koliko avtomobilov v Slovenci imamo, se peljem, seveda se potem želim pripeljati do čim bliže do cilja. In tukaj se mi zdi Bohinj res zaoral eno pomembno ledino, torej s ponudbo vzpostavitve javnega prevoza v samem območju, s tem, da dejansko spodbujamo goste in obiskovalce, da dejansko uporabljajo javni prevoz pri prihodu v samem območju Bohinja Narodnega parka, še več, tudi z spodbujanjem tega, da ljudje uporabijo javni prevoz, ko prihajajo v določeno območje. In seveda mi nagovarjamo pomemben segment ciljnih skupin naših. Vemo, da že v nekaterih evropskih mestih več kot 50% prebivalstva že nima več svojega lastnega avtomobila. In tukaj jaz vidim manko v slovenskem prostoru. V javnem prometu se veliko premalo pogovarjamo, sploh v območju Narodnega parka. Turizem je pač, mi zdi, tukaj naredil svoje prve korake, pomembno spodbuja to uporabo, ampak enostavno premalo. Ne vem, zakaj je nujno potrebno govoriti o nujnosti vzpostavitve letalske linije München-Ljubljana, ki bo pač rešila torej slovenski turizem. Nihče pa ne govori o nujnosti uporabe vlaka v območju za ta prihod.
Zelo malo, torej nekaj investicij v zadnjih letih gledamo na področju mobilnosti v Sloveniji, tudi zdaj v železniško infrastrukturo, ampak za moje pojme še vseeno premalo smelo in premalo s premalimi ambicijami. Jaz verjamem pač denar in tako naprej in umeščanje v prostor, ampak kljub vsemu, vemo, kaj je COVID tukaj dodatno nekako prinesel, na nek način tudi v evropskem prostoru renesanso uporabe javnega prometa, torej upam, javnega prometa, predvsem vlakov, vzpostavljajo se ponovno linije nočnih vlakov, tako da verjamem, da z tega naslova lahko turizem sam pripomore tudi k prilagajanju podnebnim spremembam. Se pravi, ena stvar je, če povem na kratko, tri primeri iz Bohinja, ena stvar je spodbujanje biodiverzitete skozi naš festival cvetja, recimo, in to s tem primerno vplivamo na naše razumevanje pomembnosti ohranjanja biodiverzitete, za nas same, ki tukaj živimo. Druga je pač prometna strategija, jasna, z večjo uporabo javnih prevoznih sredstev v tem območju, in tretja je seveda potem kmetijstvo, spodbujanje kmetijstva, absolutno, da ja, brez nadaljnega, kot sem rekel, urejene kulturne krajine, po drugi strani spodbujanje kratkih dobaviteljskih verig in ne nazadnje v končni fazi tudi vplivanje na demografijo tega območja. Včasih, veste, se mi zdi, da je tudi pri podnebnih spremembah enostavno potrebno uporabiti zdravo kmečko pamet. Morda tukaj samo še Julijana, ta pohodna pot je tudi ena izmed zanimivih pristopov, da se turiste nekako odmakne od teh lokacij, ki so najbolj zanimive, pa še vedno na tej Julijani lahko vidijo vse te lepote Triglavskega narodnega parka in tako, ampak ni take intenzitete na teh lokacijah, kot je bila recimo zdaj, na Triglav, pa še kaj drugega verjetno. Absolutno ne, saj že tista stvar, vsak Slovenec mora enkrat za Triglav bi mogli po mojem zakonsko osnovo prepovedati. Če smo že pri tem, ampak enostavno gre za to, da resnično prepuščamo določena območja v tem našem okolju naravi, sami po sebi. Ne vemo, prej je omenila gospa Elena mokrišča in tako naprej. Vemo, tukaj v Narodnem parku imamo pomembna mokrišča, pred leti, pred 15 leti, kot rečeno, mi je bilo tako nenavadno, so iz Narodnega parka vodili en projekt in enostavno eno mokrišče dobesedno izbrisali iz našega zavedanja ali pa zavedanja, da to obstaja in je prepuščeno naravi, znanstvenikom in tako naprej. Po drugi strani se za določene zadeve pomembnosti en drugo mokrišče ureja za primerno obiskovanje tega. Mi zdaj z velikim veseljem sodelujemo pri enem projektu vrhjulicev tukaj v Julijskih Alpah in varujemo rastlinstvo, živalstvo tega območja na način tudi, da bomo določene stvari zaprli tudi za goste in obiskovalce. In Julijana Trail, da, služi k temu intermodalnosti, se pravi premikanju po tem območja, za katerega tam trdim, da ne potrebujem svojega lastnega prevoznega sredstva, pa ga lahko ravno tako na primeren in dober način doživljam. In sigurno bomo s temi trendi nadaljevali. Velik izziv, če dovolite, turizem, tudi posebej ta alpski turizem, ne samo v Sloveniji, v širšem alpskem prostoru, in to najbrž kolegice zelo dobro vedo, čaka izziv zimskega turizma. Čaka izjemne, velike in pomembne odločitve, kako dejansko nadaljevati na nek način turizem je pomembna gospodarska panoga za območje, tudi za območje Narodnega parka tukaj v Sloveniji, prinaša neko dodano vrednost, lahko rečem, omogoča ljudem, da tukaj preživijo, vendar za kakšno ceno in na kakšen način. Vemo za velike primere velikih investicij, ki se dogajajo v alpskem prostoru, sedaj, ki jih lokalne skupnosti same po sebi že ustavljajo, gre za velik projekt združitve 2 ledenikov z nekim smučarsko infrastrukturo, pa so kljub naravovarstvenim dokumentom že zaustavljene, se pravi, zavest lokalnega prebivalstva se je očitno v zadnjih nekaj letih povečala in enako bo izziv tudi v slovenskem prostoru za voljo zimskega turizma in tukaj čaka turizem zelo pomembne odločitve, pomemben izziv tudi v luči prilagajanja podnebnim spremembam. Morda, gospa Dolinar, pred časom smo se pogovarjali, da je potrebno biti pri teh prilagoditvah zelo, treba gledati kompleksno na zadevo.
neko zgodbo ste mi povedali v povezavi z zasneževanjem, z smučišči. Vemo, da Slovenci smo zelo navdušeni nad smučanjem. Nam poveste še drugim tole zgodbo, o kateri smo se že pogovarjali? Ja, tako kot ste omenila, Slovencem večini kar bije srce za smučanje, tudi navijači smo dobri in tako naprej. In smučarski turizem pravzaprav ima kar pomembno mesto v Sloveniji. Smo pa v zadnjih letih, saj to že vsi vemo, priča temu, kako težko je s snegom, kako marsikateri turistični zavodi ne morejo preživeti tega zimskega turizma, v smislu. In zelo tak logična rešitev za zimski turizem je umetno zasneževanje. S tem lahko rešimo marsikaj, ampak pa takoj pridemo v konflikt z blaženjem. To, kar je Gaja prej zelo lepo omenila. Mi potrebujemo rešitve, ki so sinergične, se pravi, ki so hkrati prilagajanje in hkrati blaženje. Če pa pogledamo umetno zasneževanje, je pa tipična rešitev, ki sploh ne gre roko v roki z blaženjem. Ker za umetno zasneževanje mi potrebujemo ogromno energije, vedno več jo bomo, ker sneg, tudi umetni sneg, ki ga bomo naredili, se bo zelo hitro stalil in bo vedno več energije potrebno vložiti, to seveda pomeni izpuste CO2-ja. In to najbrž ni pravzaprav najboljša rešitev. Kar sem pa želela omeniti, pa je, da jaz vse ne bi gledala tega zelo, zelo strogo, ker v nekaterih primerih pa ta umeten sneg, umetno zasneževanje lahko vsaj delno pokrije, recimo v teh visokogorskih smučiščih, ki imajo dovolj naravnega snega, ampak lahko z umetnim samo malo prebrodijo tiste luknje. Tako da se mi zdi, da moramo biti pri vseh ukrepih tudi malo pragmatični, ne iti zelo strogo, pa se držati nekih principov, ampak probati vse vidike pogledati, od teh naravnih, pa tudi potem na koncu ekonomskih vidike. Bi pa mogoče samo še to izpostavila, se velikokrat govori, recimo se izpostavlja naše sosede Italijane v Alpah, da imajo veliko več tam, kjer je bil zimski turizem pravzaprav primarna panoga, da imajo danes bistveno večje dohodke iz poletnega turizma. Namreč s to vedno večjim pritiskom vročine se bodo tudi potrebe turistov spremenile. Težko bo preživeti zelo hudo vročino v že tako vročih krajih ob morju, kamor smo recimo v preteklosti hodili, ampak vedno večji pritiski bodo na taka območja, kot so Alpe, ker bodo bolj prijetne za preživljati prosti čas. In s tem se pa po drugi strani tudi dviga pa potencial teh krajev. Če se morda malo vrnemo nazaj še na kmetijstvo, Patricija Štor, to vašo dobro prakso, ki ste jo razvili tudi v okviru projekta LIFE, je mogoče prenesti na različne konce, ne samo v Sloveniji, ampak tudi drugod. In to je tudi en princip prilagajanja, da dobre prakse, ki nastanejo v eni državi, lahko nekako razvijajo tudi v kakšni drugi. Imate kakšne že načrte za naprej, kako razvijati ta projekt, kam ga ponuditi, kako? Zdaj trenutno je situacija, naš projekt se bo zaključil sedaj v juniju letošnjega leta, je pa projekt ProPridelava, ki je nekako prevzel ta sistem za podporo odločanju o namakanju in ga razvijajo za širšo uporabo. In sicer na območju celotne Slovenije, sicer to še ne bo jutri, oziroma na nekakšen tako kratek rok, ker je vseeno potrebno nekaj sistemskih prilagoditev v ozadju.
ampak nekako delajo na tem, da bi se ta sistem na koncu bil možen uporabljati na območju celotne Slovenije. Potem za naprej bomo pa videli, kako se bo nekako obneslo. Deluje pa na principu nekšnega sistema iz ARSO, se pravi Agencije Republike Slovenije za okolje, imenuje se IRFIB, in vkolikor bi se ta sistem za podporo odločanju prenesel v druge države izven Slovenije, bi se pač moralo to nekako prilagoditi na njihov sistem, ki ga uporabljajo oni za to prognozo, in potem bi ta sistem pač normalno lahko uporabljali tudi drugje izven meja naše države. No, da vas malo prekinem, imamo eno vprašanje oziroma komentar gospoda Jožeta Pintarja, da so praktično vsi ti vplivi že obstajali skozi celotno zgodovino in za vse to so že bile nekako najdene rešitve. Komentar vseh vas, prosim, se pravi, da vse to, kar danes doživljamo, je nekako déjà vu, to se je že dogajalo ves čas in zato so bile že odkrite rešitve. Kaj menite o tem? Če lahko... Izvolite. Jaz sicer nisem z vidika okolja, ne morem nekako imeti nekega strokovnega mnenja, ampak vsekakor bi se lahko strinjala z gospodom, da neke spremembe so bile že v preteklosti, ampak sedaj se odvijajo s tako vratolomno hitrostjo, da so zahtevani popolnoma drugačni pristopi. In tako, kot je rekla prej gospa Brecljeva, bo treba stopiti res na gas, da bomo nekako dohitevali te spremembe, ki smo jih seveda na koncu tudi sami povzročili. In recimo taki ukrepi, ko sem zdaj jaz omenila, se pravi prilagajanje s pomočjo nekega sistema, ki nudi kmetovalcu pomoč pri prihrankih vode, se pravi navsezadnje tudi njemu prišpara neka finančna sredstva, je eden izmed bolj inovativnih ukrepov, ki v preteklosti tega zagotovo ni bilo, ker niti tehnologija ni obstajala. In potem je še gospa Elena Višnar omenila, da so tudi oni v Bruslju začeli s tem. Se pa lahko strinjam, da so nekateri ukrepi morda že daljši, se pravi obstajajo iz preteklosti. To je ukrep, ki ga mi prav tako nekako poskušamo oživiti v okviru našega projekta, in sicer so to zelene protiveterne zaščite, ki so bile v preteklosti razširjene ne samo v Sloveniji, ampak tudi izven meja naše države, se pravi po Evropi, ampak so bile kar nekako pozabljene oziroma zapostavljene. Morda v trenutkih tudi namenoma, vendar so raziskave pokazale, da so te mejice, ki jih zasadimo med posameznimi parcelami, zelo koristne iz več vidikov: zniževanje temperature, zaščita za male divjad, se pravi za točišče, za gnezdenje ptic. Potem recimo prav konkretno v Vipavski dolini, kjer smo nekako začeli ponovno s tem ukrepom, je zelo pozitiven učinek tudi to, da preprečimo odnašanje najbolj rodovitne prsti iz povrhnjice tukaj v Vipavski dolini strani burje, se pravi zaradi vetrne erozije. Tako da z gospodom bi se lahko strinjala v določenem delu, ampak nekateri ukrepi so pač novi in dejansko hitrost sprememb podnebnih zahteva neke druge ukrepe, ki zagotovo niso bili vsi v preteklosti še odkriti. Imamo kar nekaj komentarjev, ampak jaz bi vseeno prosila še za odgovor gospod Dolinar, glede na to, ali so vse rešitve že bile na krožniku. Jaz bi se kar z gospo Patricijo zelo strinjala. Hitrost sprememb je neprimerljiva s tem, kar smo v človeštvu kadarkoli doživeli. In ima pa gospod tudi po eni strani prav. Določene rešitve seveda imamo in bi se lahko zelo lepo
tudi danes prejele. Bi pa jaz vseeno izpostavila en vidik, ki ga je gospa Elena že čisto na začetku izpostavila. Namreč družba je danes drugačna, ne? In družbeni vidik je pri prilagajanju izjemno pomemben. Lepo je bilo izpostavljeno, podnebne spremembe so izjemno krivične, ne prizadenejo vseh na enak način, različno smo ranljivi, ne? In če v Sloveniji izpostavim en tipičen primer, s katerim se mogoče v preteklosti res še nismo srečali, so ti hudi vročinski valovi, ki se bodo še stopnjevali, ne? In tukaj je tipičen primer, kako bodo določene družbene skupine, ki so že tako ranljive, še bolj ranljive, recimo starejši ljudje, ne, ki so bistveno manj odporni na vročino, socialno so pa tudi šibkejši, ne, in se potem težje prilagajajo, manj so mobilni, ne, ker ena od rešitev recimo je, da se odpelješ nekam ven iz mest in tako naprej, ne, in vemo, da so določene skupine pri tem manj fleksibilne. Tako da, ja, do določene mere lahko uporabimo stare rešitve, je pa tukaj nova tehnologija in pa tudi drugi izzivi, bi rekla, družbeni, ne. Maša Pavokovič nam pošilja tole vprašanje. Zanima me, če morda lahko sogovorniki komentirajo, kje je po njihovem mnenju zdrava meja med blaženjem podnebnih sprememb in neko ekonomsko računico in realnostjo. Morda Elena? No, Gaja, prosim, izvoli. Hvala, ja. To je večno vprašanje, ne, zadnjih let ali pa desetletij. Gospodarska rast na račun uničevanja okolja ali pa mogoče malo bolj milo rečeno delovna mesta napram ohranjanje narave. To sta mogoče dve taka stavka, ki se ves čas valijo. Mislim, da smo prišli do točke, predvsem pa dokazi tudi kažejo na to, da imamo lahko ohranjeno okolje in naravne vire predvsem, ki so predpogoj za življenje ob hkratnih zelenih delovnih mestih. In glede na to, kaj ves čas, ne, danes v tem panelu govorimo, to se pravi, čas je zdaj, ni pravzaprav vprašanje ali, ampak in. In tukaj v bistvu zdrave meje in zdravega razuma ne moremo postavljati na tehtnico z znanostjo, a ne, ker znanost, znanstveni podatki, znanstvene projekcije so tiste, ki nam narekujejo, kaj se bo zgodilo, če in če. Zato v bistvu moramo videti to kot sistem, ne. Najprej je naravno okolje z naravnimi viri, ki omogoča življenje, kakršnokoli, človeka ali ostalih živih bitij. Znotraj tega je potem družba, ki si jo moramo narediti, da je pač dostojno vredno življenje. In ta družba ima pa potem različne podsisteme kot orodja, s katerimi si osmišlja kakovost bivanja. To je pa izobraževanje, zdravstvo, gospodarstvo, kultura in tako naprej. Skratka, način tudi, kako pogledamo, ne, na naše življenje in kaj postavimo na tisto najvišji piedestal, mora biti kakovost bivanja vseh živih bitij, ne pa sama po sebi, na primer gospodarstvo. Gospodarstvo je pač orodje in jasno je najpomembnejše oziroma zelo pomembno, ne, orodje in vsekakor zelena delovna mesta ob hkratnem ohranjanju naravnih virov. Gospa Elena, lahko vseeno vas še prosim za komentar. Ja, potem pa še Klemen, ja. Gospa Elena, prosim. Ja, hvala lepa. Težko kar dodati po Gaji, ker je bilo zelo lepo razloženo, ampak mene tudi kar vedno preseneča, da se še vedno ravnamo po ekonomskih teorijah iz 19. stoletja. Moj bivši šef Janez Potočnik je vedno pravil, kako je mogoče, da sem se jaz učil, da je voda brez cene, nima nobene cene, kot v bistvu za proizvodnjo, na primer, česarkoli, računalnika ali pa hlač ali tako naprej. Tako da to je treba razumevati, da tudi tiste naše ekonomske predpostavke še ne zajamejo vedno to,
čemur pravimo pravična cena dodanega produkta ali pa škoda, ki jo povzročimo. In tukaj moram reči, da zelen dogovor je ravno kar ta smer, kjer hočemo točno gledati na ekonomijo, na gospodarstvo, to, kar se bo transformiralo in da bo pozabilo verjetno tiste stare trgove, ki bodo izumrli, jaz mislim, itak, ampak da se preusmerimo tam, kje se prireja nova vrednost. Zdaj obstaja veliko konceptov, gospa, vi ste, Barbara, omenila regeneracijo, regenerativna ekonomija. Jaz sem brala, na primer, ob oskrbovalni ekonomiji in to smo videli zdaj med pandemijo, kako so pomembni, na primer, naši delavci v zdravju. Videli smo, na primer, na Slovaškem se veliko premika iz mest na podeželje, kjer so ljudje začeli kmetovati, ker so ugotovili pač, da je to dejavnost, ki jo lahko počnejo in res, čemu date kot družba pravično ceno, a je to ekologija, a je to vzgoja, a je to, kar drži skupaj. Zdaj, mi seveda vedno ponavljamo, poglejte, že zdaj plačamo vsako leto 12 milijard evrov za škode, ki so povzročene samo zaradi klimatskih neurij, vremenskih neurij in tako naprej. In ta računica se bo povišala, če ne bomo ukrepali, če se ne bomo zaščitili in v določenem trenutku se bodo tiste točke v bistvu čist prelomili, velike družbene točke oziroma planetarne točke in bo računica šla gor. Tako da velikokrat slišim tole dilemo, ampak ne bi smela več biti dilema, ampak del enega skupnega načrta in strategije. No, kar nekaj vprašanj res prihaja. Mogoče je tole vprašanje gospe Mete Potočnik malo povezano tudi s tem, kar smo zdajle, kar je gospa Elena govorila. Ekološka hrana, ki se prideluje, je precej dražja od konvencionalne in zato verjetno ljudje raje odidejo v Lidl in Eurospin in tako naprej. Ali kdo razmišlja, da bi se ekološko pridelana hrana še bolj subvencionirala, oziroma ali kdo razmišlja tudi o tem, da preko zime ne bi uvažali paradižnikov, jagod in še druge zelenjave daleč stran, kar seveda vpliva na ogljični odtis te hrane in pa tudi na onesnaževanje iz strani transporta. Gospa Patricija, morda, kaj vi menite o tem? Jaz zdaj prav konkretno teh informacij jaz nimam, ker to ni moje področje, ampak vsekakor obstajajo različni ukrepi, sicer ne vem, iz kje gospa je, ali je fizična oseba, ali morda se ukvarja s kmetovanjem kot tako, ampak vsekakor so možnosti za kmetovalce, ki se ukvarjajo s ekološko pridelavo. Ministrstvo za kmetijstvo skozi program razvoja podeželja nudi različne ukrepe, v okviru katerih kmetovalci, ki se nekako preusmerjajo v ekološko kmetovanje oziroma ga nekako ohranjajo, imajo različne možnosti oziroma podukrepe in sicer recimo podukrep M11.1 so plačila za preusmeritev v prakse in metode ekološkega kmetovanja, ukrep M11.2 pa plačila za ohranitev praks in metod ekološkega kmetovanja, kar vsekakor znižuje ceno posameznega pridelka, ki ga kmetovalci postavijo na prodajne police. Prav konkretno pa v občini Ajdovščina je občina financirala oziroma vzpostavila neko tržnico, bi rekla, na kateri se ponujajo izdelki v bistvu kmetovalcev iz Primorske, se pravi tukaj iz Vipavske doline, v kateri lahko ponujajo svoje izdelke in na ta način nekako znižajo, skrajšajo dobavne verige, v bistvu pa tudi dobijo potrošniki, uporabniki, kupci
izdelke iz lokalnega okolja. Na kratko še dodatne komentarje, imamo pa ogromno vprašanj, tako da prosim za... Če lahko samo dodam to, kar je rekla Patricija, pri nas smo v letošnjem letu sprejeli še strategijo kmetijstva in jo v veliki meri jo bomo povezali s turizmom. In tukaj vidimo dejansko priložnost v narekovajih tega subvencioniranja lokalno pridelane hrane, na način dejansko, da se bo potem gostu ponudilo res kvalitetno hrano, za kar bo seveda potrebno tudi nekaj več plačati in upajoč, seveda potem tudi vplivali na to, da bojo pač vse kmetje na nadaljevanju ukvarjali s tem, z kmetijstvom. Ampak gre pa, kakorkoli obračamo, pri vseh nas gre, se moramo pravzaprav tudi mi sami sebe najprej vprašati. Gre za stvar naše komoditete tudi malce, koliko sem jaz pripravljen v zimskem času, če pač paradižnika ni na voljo, enostavno ga ne kupiti in se začeti v glavi ukvarjati s kakšno drugo hrano in to hrano dejansko konzumirati. In vprašanje, ki ga sam sebi postavljam že ves čas v tem našem okolju, je tega iskanja ravnotežja med gospodarstvom in varovanjem na drugi strani, ki se tudi vpliva na podnebne spremembe. Jaz sem se vprašal, tukaj v Bohinju, človek je v ta to območje, te Alpske doline naselil pred več kot 3000 leti. Ne zato, da bi ležal na obali Bohinjskega jezera in lovil, se kopal v njemu in lovil in se mazal s kremo za to, da bi dobil rjavo barvo. Ampak da bi v tem okolju preživel. Preživel je na način, da je maksimalno, kar je mogel, izkoriščal naravne in kulturne danosti tega območja, in jih istočasno seveda potem tudi varoval. In mislim, da se tudi v tem notri, v tej preteklosti skrivajo mogoče kakšni odgovori na naša moderna vprašanja. Gaja, prosim na kratko, da gremo naprej k vprašanjem. Hvala. Samo želela sem dodati, da način, na kako bomo kmetovali v Sloveniji, je zelo močno povezan pač s sistemskim okoljem. Subvencije so ena izmed načinov, kako lahko to podpiramo. Pri nas tudi zelo pomembno bi bilo povezovanje kmetov, skratka učenje, izobraževanje ekoloških kmetovalcev. Namreč, če pogledamo iz vidika podnebja, je najboljša hrana tista, ki je rastlinsko pridelana, ekološka, lokalna, sezonska in čim manj predelana. In to je v interesu državi, zato ker to ima, eno je podnebje, jasno, ampak tukaj so še potem kakovost vode, kakovost tal, biotska raznovrstnost, delovna mesta, razvoj podeželskih območij. In zelo jasno se vidi, kakšna je usmeritev države, tja, kamor usmerja vse to. Denar je pač ena izmed linij. In v Sloveniji je premalo podpore ekološkemu kmetijstvu, vsekakor. No, tukaj smo imeli še eno vprašanje v povezavi zelo konkretno z protiveternimi, kako jim rečete v Vipavski dolini, gospa Patricija? Protivetrna zaščita. Tako, protivetrna zaščita. Tako. Kako bodo te protiveterne ograde, ki so listavci po zimi preprečevale odnašanje prsti zaradi burje, ko ne bo krošen? Zelo konkretno vprašanje. Zelo konkretno in ne boste verjeli, tudi zelo pogosto. Sicer je res nenavadno z vidika, nenavadno, da zagovarjamo nekako saditev listavcev in je logično, da se ljudem porajajo vprašanja glede nekako zamisli, zakaj listavci. Mi smo nekako postavili Želeli smo v okviru projekta zasaditi zeleno protivetrno zaščito, ampak naši strokovnjaki v okviru projekta ni nobeden konkretno prav z področja varovanja okolja. Zato smo se pri vzpostavitvi tega obrnili na Zavod za varstvo narave, ki je vsekakor najbolj kompetenten za to vprašanje. Sodelovali smo tudi z Zavodom za gozdove in hkrati s kmetijsko svetovalno službo, tako da smo imeli v bistvu 3 organizacije, ki so nam svetovali pri tem, kaj bi bilo najboljše oziroma najbolj učinkovito oziroma najbolj prav za Vipavsko dolino. In Zavod za varstvo narave je pač rekel, da prav konkretno v Vipavsko dolino, morda bi bilo v katerem drugem koncu Slovenije to drugače. Mi smo pač dolina in nekako iglavci, čeprav so v preteklosti bile tudi ciprese posajene, so nam rekli, da cipres pač več ne bo in če želimo to posaditi, morajo biti pač iglavci. In mislim, listavci, se popravljam, ne iglavci. In
zaščita se nekako v zimskem času, ko drevesa res nimajo iglic, listov, doseže tako, da se zasadi širši pas, se pravi, tam naš konkretno je širok 5 metrov, lahko je tudi do 10. Problem nastane takrat, ko kmetovalci tega ne vidijo kot nekaj dobrega, ampak kot neko oviro in zato vidijo teh 10 metrov oziroma 5 metrov, pač nima v bistvu niti pomena kakšna širina, kot nekaj, kar jim je bilo odvzeto. Ampak naše parcele so bile v 80-ih letih razdeljene tako, da ima vsaka še nek trak zraven, poleg, ki ga sicer kmetovalci uporabljajo sedaj za pridelavo, tudi namenjen temu zelenemu protiveternemu pasu, tako da dejansko ne gre za to, da bi nekomu nekaj odvzeli, ampak se pač posadilo to tam, kjer mu je tudi mesto. Se pravi, da zaključim, širina protiveternega pasu je tista, ki zagotavlja v zimskem času zaščito parcele zemlje pred odnašanjem prsti, ne glede na to, da je pač listovci v tistem času ni olistan. No, tukaj imamo še eno vprašanje. Za gospo Jeleno verjetno, kako strogo bo komisija gledala pod prste članicam pri koriščenju sredstev za pokoronsko okrevanje, se pravi, s tem je povezan zeleni dogovor in še marsikaj drugega, o čemer danes govorimo. Hvala lepa za vprašanje. Jaz osebno gledam v načrt slovaški. In vam lahko povem, da gledamo zelo strogo, ker so sredstva namenjena za okrevanje in ker so sredstva namenjena, v bistvu se zadolžujemo za naslednje generacije, za naše otroke, našo mladino, tako da je treba, da so sredstva dobro izkoriščena. In tudi obstaja cilj 37% najmanj mora iti v klimatske cilje in tudi biotsko raznovrstnost. Tako da za nas, kar zadeva adaptacijo, naprimer na Slovaškem smo imeli zelo lep komponent, ki ga pripravljajo, ki vključuje adaptacijo, zadrževanje vode, obnovo nacionalnih parkov, državnih parkov, ki so bili zdaj zelo uničene zaradi lubadarja. Naše prve parke res so bili razglasene tam leta 1949, tako da so zelo stari parki. Plus se gleda na vse, kar je pač zazelenitev bregov, ker tendenca med komunizmom seveda je bilo, da betonsko je boljše kot zeleno. In tudi smo imeli zelo razvito šolo inženirjev, ki so za to skrbeli. In zdaj mislim, da je treba zavrteti malo ploščo nazaj in gledati na tele cilje. Tako da lahko povem, da gledamo zelo strogo in čemu se hočemo absolutno izogniti je, zdaj pa ne vem, kako je točno slovenska beseda, pa greenwash, nekaj, kar zgleda kot zeleno, pa na koncu deluje ni zeleno. Čist obratno. Še eno vprašanje. Zanimajo me konkretne številke, za koliko se je segreral ozračje v Sloveniji in v svetu v zadnjem letu, primerjava s preteklostjo. Gospa Dolinar? Ja, zdaj za Slovenijo imamo konkretne številke, samo za zadnje leto težko rečemo, da se je ogrelo, ker mi moramo povedati, da je podnebje še vedno, rečemo, spremenljivo. Spreminja se, ampak znotraj tega spreminjanja pa še vedno niha. Imamo bolj topla in bolj hladna leta. Zadnje leto je bilo res, vsaj v Sloveniji, tretje najtoplejše, tudi v svetu. Sicer za svet še nimamo čisto uradnih številk, ker nekaj časa traja, da se vse skupaj poračuna, ampak tudi nekje na tretjem mestu
po odstopanju od dolgoletnega povprečja, ampak to ne pomeni, ne, da je vsako leto toplejše. Se pravi, da bo vsako leto, ki ga bomo doživeli, nekoliko toplejše, zato raj te številke dajemo na daljše obdobje. Ne. Vsaj 30 let mora biti nekako, je pravilo, to obdobje dolgo, da se vsa tista mala nihanja, ki so tudi posledica vpliva sončnega nihanja, El Niña in tako naprej, se pravi nekega naravnega nihanja, se znotraj tega iznihajo. Ne. Tako da za Slovenijo nekako tako velja, ne, da se je segrela v zadnjih, recimo 60 letih, ko se je začelo to segrevanje kar močno, ne, sploh v zadnjih 20 letih, no, ampak če pogledamo skupaj 60 let, že več kot 2 stopinji Celzija, ne. Če pogledamo od predindustrijske dobe, to niso natančne številke, ampak bolj ocene, je pa ta številka 2,5. Ne. In če jo primerjamo s svetom, svet se je pa ogrel od predindustrijske dobe tam za dobro stopinjo že, ne. Se pravi, v Sloveniji to povprečje sveta prekašamo. Mogoče samo to, no, da še dodam, ne, ker je velikokrat se na to potem tudi nekako referira, ne, da se veliko hitreje segrevamo kot svet. To je zelo res, ne, ampak moramo pa vedeti, da so posamezna območja na svetu, ki se še veliko hitreje segrevajo. Povprečje pri svetu pa nekako blažijo oceani, ne, ker so zelo velik del celotne zemlje pokrivajo oceani in tam se pa tudi zrak nad oceani bolj počasi segreva, ker pač oceani velik del energije nekako absorbirajo. Predlagam, da sklenemo tole naše razmišljanje in druženje z vašimi sporočili, čisto iz vašega osebnega in strokovnega vidika, ko govorimo o prilagajanju na podnebne spremembe. Kakšno bi bilo sporočilo, da rečem, odločevalcem, inštitucijam, državljanom, ko govorimo o prilagajanju na podnebne spremembe? Morda Klemen Langus najprej. Podnebne spremembe so tukaj, so dejstvo, rešitve so pred nami, jih imamo, treba je prisluhniti tem pomembnim, torej inštitucijam, ki se s temi stvarmi ukvarjajo, te stvari vzeti za res, se v končni fazi ali pa na koncu koncev gre za nas, ki trenutno živimo v času in prostoru in gre za naravo in gre za naše zanamce. Patricija? Ja, jaz bi predvsem, mislim, da bi bilo najbolj prav, da bi vsak izmed nas, tako kot mi Slovenci nimamo te navade, pometel pred svojim pragom, se pravi ne misliti, da tisto, kar jaz počnem, delam samo jaz, se pravi, če delam narobe, da nihče drug, se pravi, če bi vsi delali prav in jaz delala narobe, bo vse štimalo. Ne, vsak more poskrbeti, da se bo upoštevalo te smernice, ki trenutno jih imamo, in nekako vedeti, da vsak prispeva. Če se bomo odločili na slabo stran, če se bomo odločili, da delamo prav na pravi strani. Se pravi, če bomo vsi poprimli na pravi strani, bi se spremembe morale zgoditi, ampak se mora vsak zavedati, da nosimo vsak svojo odgovornost za to. Iz strani podnebnega eksperta, gospod Dolinar. Se bi kar strinjala in nadaljevala, kjer je gospa Patricija nehala, ne. Ja, podnebne spremembe so dejstvo, se dogajajo in ne glede na to, ali nam bo z blaženjem kaj uspelo zadržati ali ne, se bodo dogajale tudi naprej, ne. Se pravi, prilagajanje je nujno in jaz bi kar moto današnjega dogodka vzela, da začnimo danes, ne. Ker vsak vloženo finančno sredstvo se najmanj 2-krat povrne. Lahko je pa še precej večji, večkratnik, da ne govorimo o žrtvah, ne. In še enkrat poudarjam, ne, začnimo pri sebi, ker tudi s tem, kako mi živimo, kako razmišljamo, nekako s tem prisilimo odločevalce, da tudi svoje odločitve in tako naprej v to smer peljejo, ne. Sploh pa pri prilagajanju, ne, ker prilagajanje je kljub temu nekako
tek na mal krajše proge kot blaženje, ne, se hitreje pozna, se lahko pozna celo v enem mandatu odločevalcev, ne, tako da s svojimi odločitvami lahko pritiskamo tudi na odločevalce. Gospa Elena, iz malo širšega vidika. Kakšno bi bilo sporočilo za konec? Moramo preprečiti to, čemu se ne moremo prilagoditi, moramo se prilagoditi vsemu, kaj ne moremo preprečiti. Zaupajmo strokovnjakom, sodelujmo skupaj v naših skupnostih, ni treba se vedno obračati na politike, ampak lahko začnemo v našem bloku, v naši soseski. Prilagajanje je osebna, ampak tudi družbena zadeva, tako da moramo pritiskati in mi hočemo zaščititi to, kar imamo radi, našo okolico, ki jo poznamo, ki so del naše identiteti, gozdovi in tudi seveda naši otroci. Gaja, vam prepuščam zadnjo besedo kot mlada ambasadorka podnebnih sprememb. Kaj bi sporočili? Jaz sporočila bi, da kot posamezniki nismo nemočni. Jaz predvsem poudarjam, da imamo dve mišici, se pravi potrošniško in državljansko, in da je najpomembnejše, da smo aktivni državljani in da vseeno prisilimo politike k ukrepanju, da zahtevajmo takojšnje sistemsko in celovito reševanje podnebne krize. In za en tak inspirativen zaključek, mi v Amateri že več kot 10 let iščemo dobre prakse, jih promoviramo trajnostne koncepte, zdaj trenutno v okviru integralnega projekta Care for Climate, in to ni neka znanstvena fantastika in ne gre za neko odpovedovanje, ampak gre predvsem za izboljšanje kakovosti bivanja in mislim, da moramo imeti to pred očmi, ko se odločamo za eno ali drugo pot. Najlepša hvala vsem, ki ste sodelovali na tej okrogli mizi, tudi vsem, ki ste nas poslušali in nam prisluhnili. Prepričana sem, da smo spodbudili vsaj kakšno razmišljanje, če ne idejo. Hvala lepa, da ste bili z nami in začnimo razmišljati o podnebnih spremembah, ki jih bomo nekako začeli spreminjati danes. Hvala lepa.